Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar. No in danes sem bila, a veste kje, pri Kim Spiritual iz Horjula. V februarju sva že naredili skupaj seminar v Ljubljani. Zdaj je ta karantena in do nadaljnjega odpadajo vsa predavanja. Aha, še to vam moram sporočiti. Dejansko sem odpovedala tudi seminar v septembru, ki sem ga planirala najprej za Unimije, ker dejansko ne želim nase prevzeti odgovornosti, kaj pa če se nekomu zgodi nekaj. Ampak priložnosti za seminarije bo še veliko, tako da se jih veselim. Zdaj pa kaj sem pa jaz delala tam pri Kim? Šla sem po kristale in tudi v bodoče boste pri meni na spletni strani lahko dobili kristale, predvsem roževec, ki je za zaščito aure. Ona zdaj tudi odhaja z možem, z Gorazdom, odhajata v Kanado in bosta prinesla tudi te poldrage kamne, ki so za zaščito aure in za zdravljenje. No, ampak o tem septembra, oktobra, ko se one dva vrneta. Tisto, kar je pa danes meni tako mi dalo inspiracijo in navdih, da posnamem video, je pa govorila Kim o tem, kako ona, ker je iz Kanade, nosi nek program DNK kanadskega ljudstva oziroma šamanov. Je rekla, veš, jaz se obadam s tem, ker so nam vse odvzeli in imam vedno ta materialno preživetje. Rekla, vi Slovenci imate pa drugačno karmo, imate pa v bistvu zapredelati to, da ni varno izstopati, ker v zgodovini kdorkoli je izstopal, je bil ob glavo. Vemo, koliko je bilo povojnih, no ja, ne vemo. Bilo je ogromno povojnih pobojev, dejansko, če si mečkar narobe pisnil, si bil ob glavo. Si se malo narobe pisal, si bil ob glavo. To je dejstvo, da je naša zgodovina. In ta zgodovina se je zarezala v našo dušo, v slovensko dušo. Zdaj tukaj jaz ne kažem na nikogar s prstom, ampak kar se učimo je odpustiti. Tudi če za nekoga veste, da je nekaj narobe naredil ali pa da ste vi mogoče nekaj naredili ali pa vaši predniki, treba je odpustiti. To je prva zadeva. Zdaj pa kar imamo pa za predelati, je pa ta mehkost, hlapčevstvo in lahko sami preverite svoja podzavestna prepričanja, to sem vas že učila in tisti, ki ne znate sami, pač pridete k meni na svetovanje, lahko tudi preko interneta, se pravi, pomembno je, da imate sproščene rame, vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, roke date, prekrižate na prsa, zato da povežete levo in desno polovico možganov. In zdaj, če jaz zase preverjam in rečem, v moji podzavesti je program, da ne smem izstopati, jaz grem nazaj, preverite vi za sebe. Če jaz grem naprej in rečem, v moji podzavesti je program, da sem premejhna, da bi si upala karkoli narediti. Jaz tega programa nimam, ampak mogoče ga imate pa vi. In lejte, če je nekdo izmed vaših prednikov recimo bil deležen teh povojnih pobojev, je velika verjetnost, da se je zarezalo vašo dušo po celičnem spominu, da je bolj, da ste tiho, pa da ste miška in naš slovenski program je bodi tiho in potrpi. No in bolj kot smo tiho in trpimo, slabše je. No potem recimo, kar je naš slovenski program, je sigurno tudi to, da smo hlapci in da moramo nekomu služiti. Zdaj pa spet, jaz bom zase preverila, vi pa zase dajte. V moji podzavesti je program, da moram biti služkinja. Ne, ali pa da sem hlapec. Ne, nisem. Pa mogoče imate vi to za predelati. Potem naslednja stvar, kar imamo za predelati, je pa nevoščljivost in škodoželjnost. No, nevoščljivost je to, Bog daj, da bi sosedu crkljna krava ali pa kaj drugega, ampak druga zadeva pa je škodoželjnost. Škodoželjnost je pa v bistvu, ko nekomu želiš slabo. In zdaj, če si vi predstavljate škodoželjnost, zdaj vam bom šla po kozarc, da vam pokažem misel. No, tole vam želim pokazati. Poglejte, če jaz začnem vrtinčiti vodo, nastane vrtinec.
Vemo, da obstaja več vrtincev, dajte, tukaj se zdaj že vidi, recimo zračni vrtinec je tornado, obstaja vodni vrtinec, te vodne tube, ki se naredijo na morju. In dejstvo je, da ko mi vrtinčimo neko misel, nastane ravno tako vrtinec in z drugimi besedami bi lahko temu rekli, naredimo urok. No, zdaj pa, kako mi naredimo dobesedno uroke? Poglejte, skrbi in vemo, da smo okuženi s tem, joj, upam, da ne bo, upam, da se ne bo to zgodilo, upam. Recimo, poznamo ogromno staršev, ki rečejo, upam, da moj otrok ne bo padel v slabo družbo. In ker naši možgani ne slišijo besedo ne, dobesedno damo urok in večkrat, ko ga ponovimo, upam, da bo moj otrok padel v slabo družbo. Evo, dobro, bi bilo dobro, ne da. No, v glavnem, lahko naredimo preizkus. Poglejte, če ta trenutek zamižite in če vam ukažem, ta trenutek ne smete misliti na svoj hladilnik. No, na kaj pomislite? Na hladilnik. Ali pa, ta trenutek ne smete misliti na morje. Verjetno se vam že naslika morje, zato ker razmišljamo v slikah. Ampak druga zadeva, besedo ne pa ne slišimo. In prav ta zaskrbljenost, kronična zaskrbljenost povzroča uroke, te energijske vrtince. In to je spet ena zadeva, ki pa ni škodoželjnost, ampak po drugi strani pa točno to je. Po eni strani te skrbi, ampak v bistvu povzročaš. Zdaj, dejansko, ki mi je rekla, oni temu rečejo ne urok, ampak rečejo bad wishing, se pravi, želiš nekaj slabega. No in tukaj noter bomo mi Slovenci kar precej zapodelati, pa Slovenke, ker dejstvo je, da smo bili vzgojeni v tem mehnosti, pa v skrbeh, pa upam, da ne bo toča, upam, da ne bo to, upam, da bo za preživeti, upam, da se ne bo to zgodilo in tako naprej. Poznam tudi ogromno ljudi, ki rečejo, joja, veš, da nisem mogla spati, recimo tako mam, ki imajo tako velike otroke, kot so moji, a veš, so šli žurat in potem sem bila toliko časa po koncu, ker me je skrbel, ja, upam, da se ne bojo zaleteli. Kaj povzroča mama s svojo skrbjo? Energijski vrtinec v osnovi povzroča kaj en urok. No, tako da, zdaj pa kako to počistimo? Dejstvo je, da ko se zavedamo, kakšne programe nosimo, priporočam vam, preberite knjigo, Ko ima življenje žur. Tukaj noter sem pisala o teh podzavestnih vzorcih, tudi o družinski in o narodni karmi. No, zdaj pa družinska karma. Ja, očitno bom še o tem govorila. Poglejte, ravno zadnjič sem razmišljala, koliko ljudi gre na postavitev družine. Pač mene ni poklicali, jaz nisem šla. Ampak, kar pa opažam, kar nekaj ljudi poznam, ki so šli na to postavitev družine, jim je to samo pometalo ven neke rane, ampak niso jih pa pozdravili. Zato je tako pomembno. Ja, prepoznati svoje rane, prepoznati svoje vzorce, potem pa vzeti meditacijo za dekodiranje in počistiti vse tiste programe, ki jih nosimo globoko v svoji podzavesti. Od tega, da si ne upamo, do tega, da nas je strah glede preživetja, do tega, da nosimo mogoče še to škodoželjnost svojih prednikov v svojih celicah, ali pa ne nazadnje, pogledajte, kolikokrat se to prenaša neka zasvojenost po družinski liniji, recimo alkoholizem. In če je več alkoholikov v vaši družini, bi bilo mogoče pametno počistiti program, da je treba vse potlačiti. Potlačiti in potem, to je pa sistem samomora na en način. Vse odvisnosti, tudi cigareti, tudi vse ostale odvisnosti, je nek beg oziroma tihi samomor in pač ne želiš biti v stiku sam s sabo. No, zdaj pa pogledamo nekaj sporočil, tukaj imam Ošotove karte, zaupaj vase. V kar jaz verjamem je to, da je pomembno, da razumemo, da s svojimi mislimi zastrupljamo sebe od znotraj. To je v bistvu s tem, ko razmišljamo negativno, zastrupljamo ne samo svoje telo, ne samo tudi odnose,
ampak zastrupljamo vse okrog sebe. To je ta notranje zastrupljanje, notranji izdajalec. In ne glede na to, kakšne glasove imamo okrog sebe, ki nam govorijo, pa bi mogel to, pa moraš biti priden, pa moraš to, pa moraš ugajati. Da se umiriš in poslušaš svoj notranji glas. No in zdaj, kar je zanimivo naprej. Dokazano je, da možgani imajo svojo, se pravi v možganih je tisti ampak srce ima pa svoje celice, ki so ravno tako svoje razmišljanje. Dobesedno čutimo srcem, srce, a ne ko rečemo, moraš delati srca. Kaj že to pomeni, moraš delati srca? Veste, ali pa rečejo, nekdo nosi srce na dlani. In točno to, srce ima svojo modrost. Srce točno ti pove, kaj je ta prava zadeva in poslušati notranje vodstvo, tudi strahove, je prav. Preveriš, kaj te muči in potem lahko to pozdraviš. Zdaj, če gledamo ta naša bivša Jugoslavija. Naši otroci niso več zrasli v tem, po večini, ampak dejstvo je, da mi smo zrasli v bivši Jugoslaviji. V bivši Jugoslaviji smo imeli program, kar pomislite, treba je bilo čakati v vrstah. Hodili smo, osnovne zadeve nismo imeli, recimo prašek smo hodili v Avstrijo iskati. Kave ni bilo, se pravi, dobro, mora biti mečkan luksusa, smo hodili v Avstrijo iskati, ampak v osnovi je še ena zadeva, kar točno je potrebno po tej družinski oziroma narodni karmi počistiti, vse je naše. Če vzamem eno stvar, se ne bo nihče vedel. Jaz vem, moja duša ve, se pravi, sem jaz nihče. Zato biti pošten v vsakem primeru, ne glede na to, kdo izve. Zato, ker vem jaz. Če jaz nekaj nepoštenega naredim, pomeni, da to vem jaz. In to mene bremeni, to mene dol vleče. Zato, to je iz socializma siguren en tak program, vse je naše. Ni vse naše. In če od nekoga nekaj vzameš, vprašaš. Ne da vzameš, zato ker ni vse naše. Naslednja stvar, kar imamo za počistiti, je pa to, da začnemo gojiti notranji mir. Notranji mir ga lahko poiščemo samo preko tega, da se osredotočimo na svoja čustva, da odpustimo in gremo naprej. Tako da delajte na tem, delajte na svoji podzavesti oziroma na vzorcih, prepoznajte jih in boste videli, potem bo laže. In potem, Slovenija, glejte, je ta ljubezen, je srce Evrope, v kar verjamem, in je čas, da zasijemo tudi preko meja. Tako da imejte se radi.